Torej, naslov Moč umetnosti in sila politike je res izjemno povedan. V mojem vrstnem redu, ki sem sociološko bolj definirana, bi bil vrstni red obratno. Ker mene bolj moti sila politike, ki se nad mano godi, kot moč umetnosti, s katero lahko le nekako sama nekaj počnemo. Hočem povedati, da umetnost pač na nas vpliva veliko bolj intimno, osebno in zasebno, čeprav ni mogoče reči, da tudi politika ne vpliva na naše življenje. Ampak politika deluje s prisilo. In se pravijo politologi, da se ne sme reči, da na vreme pa na politiko ne moramo vplivati. Ampak, ker najbrž v demokracijah moram reči, da lahko vplivamo. Vendar jaz resnično kot osebek ali kot beroči subjekt lažje izbiram to, katera moč umetnosti bo name vplivala, kot kateri prisili politike se mi je prepustiti. Zato je dolgoročno vzeto moč umetnosti veliko večja. Kot pa sila politike, ki se vendarle včasih na srečo, včasih na žalost nekako izteče. Umetnost pač nima, umetnost pač ima tisto drugo moč in tisto drugo doživljajsko poanto, ki je politika nikoli ne more imeti. To je vplivanje na naše čutenje, na naše razmišljanje, na naše odnose s soljudmi. Politika pač tega ne more imeti, da si ravno si laže, da to počne. Njej se vendar lahko izmaknemo in se ji tudi izmikamo, kolikor moramo. Moči umetnosti se pa niti nočemo izmikati, ampak jo iščemo. In zato je v tem lepem naslovu, ki je tako zelo povedal, tudi en pravzaprav je skrit paradoks, ker bi lahko rekli, da umetnost ima oboje, moč in silo, medtem ko politika moči dolgoročne nima.